Hvala za besedo pa za predstavitev. Kar je že gospa povedala, prihajam iz Biotehniške fakultete. Trenutno sem pa zaposlena kot mlada raziskovalka v skupini za speleobiologijo na oddelku za biologijo. V skupini se ukvarjamo z proučevanjem podzemnih habitatov in njihovih prebivalcev. Danes bom pa v bistvu predstavila en del moje magistrske naloge, ki sem jo opravljala pod mentorstvom docent dr. Ceneta Fišerja in dr. Lorana Simona. Kadar omenimo podzemlje, si večina ljudi najbrž najprej predstavlja nekaj temnega, neznanega, odročnega, mogoče nekaj skrivnostnega ali pa celo ekstremnega, oziroma nekaj, kar pač ne poznamo dobro. Podobno kot si predstavljamo globoko morje, kot si predstavljamo visokogorja, kot si predstavljamo mogoče zemeljska pola. In če vprašate raziskovalce, ki se s tem ukvarjajo oziroma se ukvarjamo, bi se v veliki meri strinjali s tem, da se mnogi pa ne zavedajo, da v bistvu podzemlje skriva zelo pestre ekosisteme, sploh pri nas. In ravno zaradi tega, ker mnogi ljudje tega ne poznajo, sem v bistvu kot prvi del predavanja pripravila en kratek povzetek o tem, kaj podzemlje sploh je, kakšne živali tam živijo in zakaj so za nas biologe pravzaprav tako zanimivi. Tole je zemljevid Slovenije in pike predstavljajo vse do danes znane jame, ki jih je v Sloveniji več kot 14 000. Lahko vidite, da je v bistvu precejšen del slovenskega ozemlja kraški. Večina jam leži na območju Dinarskega krasa in Alpskega krasa, posamezne pa tudi na kraških območjih v osrednji pa v vzhodni Sloveniji. In številne jame in kraški pojavi, ki jih imamo pri nas, so zagotovo botrovali temu, da se je raziskovanje krasa in podzemlja začelo prav pri nas v Sloveniji. Mogoče veste, da v bistvu še danes v strokovnem izrazoslovju, v krasoslovju, slovenske izraze uporabljajo tudi v tujih jezikih. In ne v bistvu samo raziskovanje krasa, ampak tudi podzemeljskih živali se je začelo v Sloveniji. Slovenijo pogosto označujemo za zibelko speleobiologije, torej veje biologije, ki se ukvarja s preučevanjem podzemnih živali. Za njen začetek štejemo opis tegale majhnega hroščka, hrošča drobnovratnika leta 1832, ki ga je prvi odkril oziroma našel v Postojnski jami svetilničar in vodnik Luka Čeč. Seveda je bilo v stoletju predtem je bila poznana tudi že človeška ribica, ampak je raziskovalci še v bistvu niso znali prepoznati kot prave podzemne živali. Če bi vas vprašali, kaj je podzemlje, kaj so podzemni habitati, bi verjetno najprej pomislili na kraške jame. Ampak prav je, da vemo, da je podzemlje še mnogo več kot to. Jame so v bistvu še tista oblika, skozi katero mi dostopamo v podzemlje, so pa to na Krasu tudi vse druge majhne razpoke, votline, potopljeni kanali v prežeti coni in tako naprej. Poleg klasičnega tega kraškega podzemlja pa je za nas biologe, ker tam živijo podzemne živali, pomembno tudi nekraško podzemlje. Tega si je mogoče malo težje predstavljati, ampak v splošnem pa gre za medzrnske habitate oziroma medzrnske prostore na kopnem in v vodi oziroma pod rečnimi strugami. Tukaj je za primer prerez rečne struge in habitatu, ki mu pravimo rečni interstici, so v bistvu prostori tukaj pod prodniki. No, ker so si podzemni habitati tako zelo različni, v bistvu tudi do njih dostopamo na različne načine. Še najbolj enostavno je v bistvu obiskovanje vodoravnih jam, kjer za obisk ne potrebujemo kaj dosti več od čelade z lučjo, pa mogoče zaščitne obleke, da se ne omažemo preveč. Čisto drugače je že v vodnih jamah, kjer moramo za premagovanje vodnih teles uporabiti čoln, lovljenje živali pa pogosto zahteva tudi to, da se mi
namočimo v teh mrzlih, z ne najbolj prijazno temperaturo jamskih vodah. Potem povsem druga stvar so brezna, kjer pa v bistvu moramo biti ustrezno usposobljeni, uporabljamo vrvno tehniko in vrvi za premagovanje globin. Precej enostavneje je dostopanje do podzemnih živali iz površja, čeprav se mogoče sliši malo čudno, ampak tudi to lahko naredimo. Recimo na levi strani lahko vidite, kako vzorčimo rečni interstici, se pravi kovinsko sondo, ki ima na koncu luknje, porinemo noter v prod, gor namestimo črpalko in v bistvu s podtlakom iz globin med prodniki potegnemo podzemne živali. Poleg tega lahko do živali dostopamo tudi na izvirih ali pa v vodnjakih, kamor jih prinese podzemni vodni tok. No, čeprav ste najbrž do zdaj že dobili občutek, da so podzemni habitati zelo raznoliki, pa imajo skupnih nekaj tistih značilnosti, ki v bistvu najbolj močno vplivajo na življenje v njih. In glavna, oziroma taka, ki jo definitivno najprej opazimo, je odsotnost sončne svetlobe. Zaradi stalne teme v podzemlju ni rastlin, ki pa so sicer v drugih ekosistemih osnova prehranjevalnih verig in zagotavljajo hrano za v bistvu vse naslednje organizme. Tako da pomanjkanje hrane je definitivno eden izmed tistih najpomembnejših razlogov, zakaj podzemna okolja uvrščamo med ekstremne. Podzemne živali se pač zanašajo na nepredvidljiv, pa tudi nereden dotok hrane iz površja, vsaj v večini primerov. Hrano lahko prinesejo reke ponikalnice, v breznih lahko v jame recimo odmrla rastlinska biomasa preprosto pade. Poleg tega so pa pomembni vektorji, lahko tudi živali, kot so na primer netopirji. Netopirsko gvano namreč predstavlja kar pomemben vir hrane za mnoge podzemne živali. Poleg tega je za podzemne habitate značilna tudi stabilna temperatura oziroma stabilne klimatske razmere in potem tudi visoka vlaga. No, najbrž ste se do zdaj že vprašali, kaj vse tam sploh živi. Vsi že od malih nog poznamo človeško ribico, ampak podzemlje skriva še mnogo drugih vrst. Na območju dinaridov med vodnimi živalmi tako prevladujejo raki, med kopenskimi pa hrošči. Kot mogoče lahko že iz fotografij vidite, si ne glede na to, da te vrste niso nujno sorodne, delijo nekatere značilnosti in izgledajo podobne na prvi pogled. So svetle, brez pigmenta, nimajo oči, imajo podaljšane tipalnice in okončine. Vse to so prilagoditve na podzemno življenje, ki pa še zdaleč niso v bistvu edine. In če si malo bolj podrobno pogledamo, to je zelo v bistvu enostavno prikazano, za lažjo razlago. V grobem lahko razdelimo najpomembnejše prilagoditve na tiste, ki so povezane s temo in tiste, ki so povezane z malo hrane. No, poleg izgube oči in izgube pigmenta, kar sem že omenila, je pomembno tudi to, da odsotnost svetlobe povzroča tudi to, da ni dnevno-nočnih oziroma sezonskih ritmov, kot jih poznamo pri površinskih sorodnikih. Med prilagoditvami na malo hrane pa štejemo take, kot so recimo, da so živali zelo učinkovite pri iskanju hrane, so odporne na stradanje, zelo dolgo lahko preživijo v bistvu brez hrane, kadar pa hrano prinese v podzemlje, pa niso kaj dosti izbirčne, vsaj v večini primerov. To pomeni, temu pravimo, da so generalisti, kar pomeni, da niso zelo ozko specializirani za kakšen točen določen vir hrane. Potem pa je še nekaj drugih takih prilagoditev, ki jih moramo omeniti, ampak so rezultat delovanja različnih v bistvu dejavnikov, ker živali nimajo oči oziroma se ne morejo zanašati na vid, imajo dobro razvita druga čutila, podaljšane okončine, to jim vse pomaga pri iskanju hrane, pa tudi partnerjev recimo.
imajo počasnejši metabolizem, ker pač nimajo recimo takih potratnih organov, kot so oči, pa tudi hrane ni toliko veliko. Potem pa v bistvu vse to skupaj vpliva tudi na njihove razmnoževalne cikle. Čeprav vemo, kakšni so viri hrane v podzemlju, ne, vse tisto, kar sem prej naštela, pa imamo v resnici zelo malo podatkov o tem, s čim pa se dejansko živali v podzemlju prehranjujejo. Za mnoge lahko sklepamo to glede na prehranjevanje njihovih površinskih sorodnikov, se pravi na podlagi nekih teoretičnih predvidevanj, nekaj vemo v bistvu iz naših terenskih opazovanj, ampak v primerjavi spet s površjem je teh podatkov zelo malo. Tudi kar se tiče prehranjevalnih verig, če jih na površju že razmeroma dobro poznamo, v bistvu v podzemlju ne vemo skoraj nič, oziroma so taki sistemi s podatki zelo redki. Ali pa da bi poznali vsaj dele prehranjevalnih verig, že to je v literaturi kar redko. Zdaj, zaradi lažje razlage prehranjevalnih spletov in prehranjevalnih verig se bom preselila na površje. Ta shema ponazarja prehranjevalni splet, tako zelo poenostavljeno, kot ga lahko zasledite v šolskih učbenikih, na primer. Gre samo za to, da si lažje predstavljamo, kako energija v ekosistemu kroži in kakšni so odnosi med živalmi. Seveda pa se kompleksnost teh prehranjevalnih spletov in dolžina prehranjevalnih verig med ekosistemi zelo razlikujeta. No, prehranjevalne verige so pač zaporedja posameznih elementov, kot so tukaj označena, in se skupaj sestavljajo v prehranjevalne splete. Tipično lahko v začetku prehranjevalnih verig opredelimo primarne proizvajalce, v večini primerov so to rastline, lahko pa so tudi mikroorganizmi. Potem jim sledijo primarni porabniki oziroma živali, ki so rastlinojedi, potem pa sekundarni in terciarni porabniki oziroma živali, ki so plenilci. To zaporedje porabnikov, tukaj imamo zdaj se pravi 4, ampak lahko je pa tudi daljše, ne. V zelo pestrih ekosistemih lahko to zaporedje doseže do 5, ampak je pa spet omejeno zaradi prenosa energije iz vsakega tega nivoja. In vsakemu nivoju pravimo v bistvu prehranski oziroma trofični nivo. Kako pa je z tistimi verigami, ki se ne začnejo s primarnimi proizvajalci? Tudi te so zelo pomemben del prehranjevalnih spletov, ker se v bistvu pred njih lahko pretaka zelo velik del energije. Gre za detritne prehranske verige, ki se začnejo z odmrlo rastlinsko ali pa živalsko biomaso. In v tistih ekosistemih, kjer je razmerje med biomaso rastlin in biomaso živali zelo v prid rastlinam, so v bistvu pač zelo pomemben del prehranjevalnih spletov. No, podobno je tudi v podzemlju, a ne, ker pač primarnih proizvajalcev nimamo, vsaj v večini primerov, tako kakor sem že prej omenila, se pravi rastlin ni, in začetek prehranjevalne verige vedno ponazarja odmrla biomasa. Poleg tega pa je dolgo veljalo, da so za podzemlje značilne bolj okrnjene prehranjevalne verige kot na površju, kar pomeni, da zaradi pomanjkanja hrane v bistvu pričakujemo, da bodo sestavljene zgolj iz 2 trofičnih nivojev, se pravi živali, ki so detritivori, ki se prehranjujejo z detritom oziroma odmrlo biomaso, in živali, ki njih plenijo. Čeprav se je v zadnjih letih, mogoče v zadnjem desetletju, izkazalo, da temu ni nujno vedno tako in da obstajajo tudi bolj pestre prehranske verige. Kako pa se sploh lotimo preučevanja prehranjevalnih verig v podzemlju? Verjetno si lahko mislite, da to ni toliko enostavno kot na površju. V bistvu že takoj naletimo na nekaj težav. Živali ne moremo opazovati v njihovem naravnem okolju, ne moremo jih težko, jih gojimo v laboratoriju, da bi opazovali njihove odnose oziroma njihovo izbiro hrane. In se v bistvu zaradi tega posvečamo preučevanju samo določenih skupin živali. To so ponavadi tiste skupine, o katerih že nekaj vemo
in jih uporabljamo kot modelne sisteme. V našem primeru so to slepe postranice iz rodu Niphargus in kot modelni sistem so primerne iz večjih različnih vidikov. So izjemno pester rod, poznamo zelo veliko vrst, poleg tega jih je relativno enostavno nabrati v zadostnem številu, najdemo jih v različnih podzemnih habitatih, med seboj pa so se v bistvu te vrste tudi zelo različne. Že v bistvu iz telih fotografij lahko vidite, da so si različne po velikosti, po obliki telesa, razlikujejo se tudi po svojih ekoloških značilnostih in tako naprej. Kar je zelo pomembno za nas, je tudi to, da jih pogosto najdemo več v istih združbah, kar pomeni, da velikokrat živi skupaj več različnih vrst slepih postranic, se pravi v istem habitatu. Zakaj je to za nas pomembno? V bistvu se postavljajo zelo zanimiva vprašanja, kako v bistvu te vrste sobivajo, ker teorija o ekoloških nišah pravi, da si vrsti nikoli ne morata biti povsem enaki. Se pravi, nikoli ne morata živeti v čisto enakem habitatu, nikoli ne morata izkoriščati povsem enakih virov hrane, imeti povsem enakih plenilcev, zaradi tega, ker bo slej ko prej prišlo do tega, da bo ena vrsta drugo izpodrinila in bo pač ena prevladala. Vrste, ki sobivajo, v bistvu to rešujejo tako, da si razdelijo življenjski prostor, se pravi, zasedajo različne habitate, pa izrabljajo potem različne vire hrane in obstaja še tudi nekaj drugih, malo bolj kompliciranih mehanizmov. Za slepe postranice vemo, da živijo v različnih mikrohabitatih, ampak kaj pa tiste, ki v bistvu živijo skupaj, ne, v enakih? Ali se lahko zgodi, da ločujejo svoje vire hrane? Predvidevamo, da najbrž ja, ampak ali je to v okolju, kot je podzemlje, kjer je v hrane že v osnovi malo, sploh možno? In to je bilo v bistvu naše vprašanje, eno od naših vprašanj v magistrskem delu. Lotili pa smo se ga tako, da smo izbrali 7 združb, v katerih živi več vrst slepih postranic, se pravi 5 jam, 3 v Sloveniji, 2 na Hrvaškem in 2 rečni oziroma 2 rečna intersticija. V jamah in intersticijah smo nabrali 2 do 3 vrste in hkrati, poleg živali, smo nabirali tudi njihove potencialne vire hrane. Temu je sledilo merjenje živali, izmerili smo njihovo dolžino, pa še nekatere druge morfološke lastnosti. Temu se bom vrnila malo kasneje. Poleg tega pa smo analizirali razmerja stabilnih izotopov, se pravi ogljika in dušika. Sliši se zapleteno, pa tudi je, tako da se bom potrudila malo bolj enostavno razložiti. Stabilni izotopi so v bistvu zelo uporabno orodje v ekologiji, še posebej v študijah prehranskih spletov, ne. Se pravi, še posebej pri takih problemih, kot smo se z njimi ukvarjali mi. Zakaj? V naravi najdemo pri različnih elementih, na primer pri ogljiku, dušiku, žveplu, kisiku in vodiku, različno težke, če lahko tako rečemo, izotope. In ta razmerja se pač spreminjajo. Pri ogljiku konkretno je tako, da je razmerje med težkim pa lahkim ogljikom pri živali zelo podobno temu razmerju v njihovem viru hrane. Se pravi, lahko na podlagi tega vtisa ugotovimo, s čim se žival prehranjuje. Pri dušiku, po drugi strani je pa tako, da prihaja do obogatitve z težkim izotopom dušika med premikanjem po trofičnih nivojih. Se pravi, bo pri plenilcu več razmerje stabilnih izotopov dušika bolj v prid težkemu izotopu, kot na primer pri enemu detritivoru, ki se prehranjuje z rastlino. Tako lahko na podlagi dušika pa ugotovimo, ali je žival detritivor, ali je plenilec prvega reda, drugega reda in tako naprej. No, laboratorijskemu delu je potem v bistvu sledila obdelava podatkov in prišli smo na približno take grafe. Zdaj, zaradi tega, ker so taki grafi precej zahtevni za branje, sem kot primer dala iz ene jame, pa vam ga bom probala razložiti.
Se pravi, na X osi imamo razmerje stabilnih izotopov ogljika, na Y osi razmerje stabilnih izotopov dušika. Tukaj le v spodnjem delu grafa so odtisi izotopov, kot smo jih dobili za različne vire hrane, tukaj zgoraj pa odtisi živali. Za to jamo lahko vidite, da smo imeli 3 različne vrste in vsaka pika v bistvu predstavlja svoj osebek. Že takoj lahko vidite pri tejle svetlo modri vrsti, da se od drugih dveh razlikuje tako po ogljiku kot po dušiku. Za to vrsto bi verjetno lahko rekli, da izrablja v bistvu drugačne vire hrane kot tile dve vrsti in da se pretežno prehranjuje kot detritivor. Se pravi, se pretežno prehranjuje direktno z odmrlo organsko biomaso. Medtem ko za tele dve vrsti lahko rečemo, da izrabljata verjetno podobne vire hrane, hkrati pa sta to skoraj zagotovo vrsti, ki se prehranjujeta kot plenilca. No, in v bistvu smo to potrdili pri vseh združbah, ki smo jih analizirali. Se pravi, pri vseh združbah, ki so bile vključene v našo študijo, smo ugotovili, da vrste slepih postranic, ki živijo skupaj, v bistvu ali izkoriščajo različne vire hrane, ali se prehranjujejo na različnih trofičnih nivojih, ali pa gre za kombinacijo obojega. Tukaj sem za primer dala nekaj takih vrst. Zdaj tle bi samo opozorila, da to zaporedje ne pomeni, da se ena hrani z drugo in obratno. Mogoče se, ampak verjetno so v njihove prehranjevalne verige vključeni tudi drugi vodni nevretenčarji, ki živijo v jamah, pa jih mi v bistvu nismo ozorčili. No, naslednja stvar, ki sem pa prej omenila, da se bom malo kasneje vrnila na to, pa je tudi zelo pomemben del naših rezultatov. Mi smo poleg telesne dolžine merili tudi okončine na sprednjem delu telesa, ki jim pravimo gnatopodi. To so okončine, ki jih postranice uporabljajo za to, da primejo hrano, ne. Se pravi, z njimi zagrabijo delce hrane in to, kako velike delce hrane lahko zagrabijo, je pač odvisno med drugim tudi od njihove velikosti. Mi smo ugotovili, da tiste vrste, ki imajo manjše gnatopode glede na njihovo telo, se prehranjujejo bolj kot detritivori, tiste, ki pa imajo večje gnatopode, pa kot plenilci. Tukaj na teh dveh fotografijah, zdaj sem dala 2 skrajna primera, lahko to zelo lepo vidite, ne, velikost gnatopodov pri tej živali glede na glavo, pa velikost tukaj, ne, pri tej. Se pravi, mi v bistvu lahko te gnatopode, te okončine uporabljamo za napoved tega, na kakšnem trofičnem nivoju vrsta v nekem določenem prehranjevalnem spletu oziroma prehranjevalni verigi je. Kar pa je zelo pomembno zaradi tega, ker nam potem ni treba izvesti cele serije precej časovno potratnih, pa tudi finančno potratnih analiz, ne. In to naše znanje, ki smo ga tukaj pridobili, v bistvu že zdaj uporabljamo v nadaljnjih študijah, pa ga zagotovo tudi še bomo. Verjetno je eno tako vprašanje, ki se po predstavitvi takih rezultatov pojavi, zakaj bi nas sploh zanimali. Zakaj še koga drugega kot biologe zanima, s čim se eni majhni rakci, ki živijo pod zemljo, prehranjujejo. In kakšen je v bistvu prispevek takih študij znanosti. Zdaj, res je, da so take študije izrazito temeljne narave, kar pomeni, da nimajo seveda neke neposredne uporabne vrednosti za nas. Ampak je pa prav, da se zavedamo, da so take študije nujno potrebne oziroma tlakujejo pot tudi do kasnejših uporabnih študij in izsledkov, ki so v bistvu pomembni kasneje za nas. Zdaj z mojo magistrsko nalogo smo dobili vsaj tak prvi delni vpogled v prehranjevalne splete podzemlja dinaridov. Izvedeli smo, kakšne položaje v teh prehranjevalnih verigah zasedajo slepe postranice, ki jih v bistvu že zelo dolgo preučujemo kot modelne sisteme in so za nas pomembne, in predstavljajo tudi zelo pomemben del podzemne vrstne pestrosti. Ugotovili smo, da so podzemne prehranjevalne verige lahko tudi do 2-krat daljše, kot bi predvidevali, ne. Se pravi, tukaj sem dala za primer, če našo
prehranjevalno verigo oziroma naše podatke podaljšamo na nek način še s dodatkom človeške ribice, za katero vemo, da je največja jamska žival pri nas, da je plenilec, ki lahko pleni in se prehranjuje s lepimi postranicami, potencialno pridemo do 5. člena, ne, prehranjevalne verige, kar pomeni, da so v bistvu lahko te prehranjevalne verige skoraj enako pestre kot na površju, čeprav seveda prehranjevalni spleti vključujejo precej manj vrst, ne, kot kar na površju. In tako pestre podzemne prehranjevalne verige so zdaj v svetovnem merilu redkost, ne, jih pač skoraj da ne poznamo. Pa še ena stvar, sem jo prej omenila že o kroženju hranil in energije, ne, se pravi, prehranjevalne verige nosijo nek podatek o tem, kako kroži energija v nekem sistemu v podzemlju, torej kako kroži energija v podzemlju. Hkrati pa vemo, da so podzemne vode neposredno odvisne od površinskih in obratno. Se pravi, moramo vedno, če se vrnem nazaj na to sliko, poznavati oboje. Zdaj pa še v bistvu poleg, kakšni so pa uporabni vidiki tega, ne, poleg teh temeljnih. Prav je, da vemo, da kakršnekoli spremembe, ki se zgodijo v prehranjevalnih verigah oziroma nek izpad enega pomembnega člena prehranjevalne verige lahko povzroči, tako kot padec domine, ne, da se prehranjevalna veriga in pač kroženje hranil, energije poruši. To lahko v najhujšem primeru pomeni v bistvu tudi onesnaženje oziroma organsko obremenitev podzemnih voda in porušenje ravnovesja oziroma porušenje nekega zdravega, stabilnega sistema. Ta vidik, no, je pa za nas zelo pomemben, ker kot najbrž veste, kar precejšen del slovenskega prebivalstva podzemno vodo uporablja kot svojo pitno vodo, ne. Pa ne samo v Sloveniji, tudi drugod po svetu. No, in če zaključim, čeprav se zdi podzemlje za večino ljudi zelo tako tuje, oddaljeno okolje, je prav, da se zavedamo pomembnosti tega, da ga ohranjamo in varujemo. Res je, da je veliko lažje skrbeti za in varovati nekaj, kar je oprijemljivo, nekaj, kar v bistvu vidimo vsak dan, ne pa nekaj, kar se nam zdi, da o tem ne vemo nič oziroma nekaj, kar ne poznamo. Zato so podzemni ekosistemi velikokrat izpuščeni, ne, oziroma ne dobijo dovolj pozornosti. In če ne drugega, ne, smo od njih odvisni preko zagotavljanja čiste pitne vode. Poleg tega z varovanjem podzemlja ne skrbimo le sami zase, ampak tudi za podzemne živali. Zdaj, kakor, če se spomnite tistih prvih slik, ne, precejšen del slovenskega ozemlja spada na območje Dinaridov, ki so v svetovnem merilu v bistvu vroča točka podzemne vrstne pestrosti. In brez težav lahko rečemo, da v naši širši regiji oziroma naši širši okolici živi več kot 1000 vrst podzemnih živali, pa je to najbrž še precej skromna ocena. No, in kot tretje, ne smemo pozabiti, da smo v bistvu Slovenci in prebivalci Dinaridov nekako dolžni ohranjati našo kulturno in naravno dediščino, ki je povezana z raziskovanjem krasa in podzemlja, in moramo biti ponosni na to vejo znanosti, ki se je razvijala najprej pri nas, in ohranjati pestrost, kot jo v bistvu ne poznajo nikjer drugje po svetu, ne, kot jo v bistvu imamo mi tukaj pred lastnimi vrati. Še za konec, upam, da sem vam vsaj malo približala podzemlje, pa bom tudi vesela kakšnih vprašanj, no, če se pojavijo. In moje magistrsko delo je pa plod sodelovanja 2 raziskovalnih skupin, to je naše skupine na Biotehniški fakulteti in skupine za ekologijo in evolucijo v podzemnih ekosistemih iz Univerze Clos-Bernard Lyon 1 v Franciji. Tam sem opravila velik del laboratorijskega dela, hkrati pa tudi velik hvala mentorjema in mojim sodelavcem, ker lahko z njimi v bistvu vsak dan delim to navdušenje nad podzemnim svetom. Hvala.
Zdaj, take raziskave so verjetno pač v širšem merilu zelo zanimive pa in kratke, ne? Ampak mogoče lahko še kaj drugega, ama je še kakšen drug primer, kjer so take podzemne trofične splete? Ja. Ja, podobno so nedolgo nazaj, no, kakšne 5-6 let nazaj, so podobni podatki iz vodonosnikov v Severni Ameriki, ki pa so neprimerno večji sistemi od tega, s čimer se pač mi tukaj ukvarjamo. Konkretno mislim, da gre za Edwards Aquifer v Teksasu, pa še pač nekaj drugih, ki so pa zelo posebni ekosistemi iz tega vidika, da v bistvu imajo primarne proizvajalce, ne. Tega pač nisem prej povedala, ampak obstaja, ne vem, 2, 3, mogoče 4 taki sistemi, ki jih poznamo na svetu, ki pa imajo mikroorganizme, ne, ki delujejo kot primarni proizvajalci. Samo pač tega ne moremo primerjati s tem, ne. Tam v bistvu dejansko imajo tisto proizvodnjo hrane v podzemlju, ne, pri nas pa tega zaenkrat še ne vemo. Tako. Okej, če ni nič drugega, bom zaključila. Pa hvala, da ste prišli.